Potoku navzgor. Tako je naslov antologije sodobne kratke pripovedi severnoameriških indijancev, ki je izšla pri založbi Litera. Pod projekt, prvi tovrstni pri nas, se podpisuje pesnica in prevajalka, poznavalka sodobne ameriške književnosti, doktorica Kristina Kočan, ki je besedila izbrala, prevedla in knjigo tudi uredila. Slikovit nabor indijanskih leposlovnih glasov odstira literarno ustvarjalnost severnoameriških starosevcev, tematizira vprašanja, s katerimi se kot družba in posamezniki soočajo, predvsem pa tudi razbija stereotipe, s katerimi jih žal še zmeraj prepogosto povezujemo. Več v nadaljevanju. Z doktorico Kristino Kočan se bom pogovarjala Tina Kozin. Vanda je bila manjša od mame, njena mama pa majhna v primerjavi z drugimi postavami, ki so se sprehajale mimo izložbe. Bile so tudi druge razlike. Vandina mama je nosila črno-belo karirasto domačo haljo in dolgi kiti, zvezani z rdečimi gumicami. Vanda je bila v bombažni potiskani obleki in z bledelimi svetlo-modrimi teniskami mlajša različica svoje mame. Vandina mama je nosila mokasine čez nogavice kožne barve. Ostale postave, prikazni v zatemnjeni šipi izložbe, ki so hodile mimo, so primerjale Vando in njeno mamo od nog do glave. Moški so nosili poletne obleke in bele čevlje, ženske pa so bile v visokih petah. Njihove frizure so bile podobne gnezdom. Pramen las ni nikoli ušel s svojega mesta, niti ko je zapihala poletna sapa. Vanda se je obrnila stran od izložbe, k ženski, ki je stala poleg nje in gledala nekaj, kar je bilo razstavljeno. Vanda jo je premerila. Ženska je nosila visoke pete in rožnato pleteno obleko. Na njeni glavi je bilo nameščeno rdečkasto rjavo gnezdo. Njene ustnice so bile rdeče in veke vijoličaste. Nosila je veliko torbico, ki jo je dvignila in odprla. Vandi je postalo jasno, da ženska gleda v izložbi sebe. Iz torbice je vzela majhno kromirano tubo in si na ustnice nanesla še več rdeče barve. Nato se je obrnila k Vandi in jo nekaj sekund le gledala. "Živijo, ljubica," ji je rekla. Vanda ni odgovorila. Samo strmela je v gnezdo, ki so bili njeni lasje. Ženska se je namrščila in pogledala Vandino mamo, ki je v majhni drobižnici s koraldami preštevala kovance. Ženska je spet segla v svojo torbico, ki je bila podobna škatli, in negotovo strmela v Vando. Nenadoma je prijela Vandino dlan in vanjo potisnila kovanec za 50 centov. Potem je svoje rdeče ustnice stisnila močno skupaj v ravno črto in odkorakala proč. Njene pete so udarjale ob vroči beton. V drobižnici so bili predvsem četrtaki. Mali mošnjiček se je izbočil, ko ga je Vandina mama zaprla. Drobižnico je nato potisnila v žep svoje domače halje, ki jo je teža četrtakov na eni strani razvlekla navzdol. Potem je Vandina mama iz drugega žepa domače halje vzela lepo zloženo na glavno ruto. Na enem koncu ruta je bil vozel, ki ga je odvezala. Vanda jo je opazovala. V ruti so bili dolarski bankovci. Bili so 4. Vandina mama jo je pogledala in z nasmehom dejala: "Več kot $7, Vanda, to je več kot dovolj." Vanda ji je pomolila 50 centov. Vandina mama jo je vprašala: "Kje si to dobila?" "Od ženske, ki je bila tu," je rekla Vanda. "No, pridi, Vanda," ji je rekla mama. "Kmalu morava domov, da pripraviva očku večerjo, preden gre nocoj spet na delo." Vandino dlan s 50 centi je potisnila proč. Vanda je sledila materi po ulici, po kateri so se slišali udarci visokih pet in so opletala konfekcijska poletna oblačila. Vanda je opazovala prikazni v rjavo in rožnato zatemnjenih šipah izložb. Prikazni so se na gladkih steklenih površinah premikale nenavadno, na eni strani so vstopale in izginjale na drugi. Na zgradbi, v kateri je bila banka, je visel ogromen znak, ki je sporočal, da je ura 3 in da je zunaj 33 stopinj. Zatem se je prikazal dolg napis o investicijah v certifikate in varčevanju za prihodnost.
Vanda ga ni prebrala, čeprav je poznala skoraj vse besede. Hodila je v 3. razred. Koračila je za svojo mamo. Pri veleblagovnici se je Vandina mama ustavila in spustila Vando, da je vstopila prva. V trgovini je bilo hladno. Vanda je zdaj spet sledila svoji materi do pulta, kjer je pisalo obročno plačevanje tukaj. Ja, je Vandini mami rekla mlada ženska z očali z debelimi okvirji. No, je rekla Vandina mama, prišla sem odplačat svoje obroke. Glas Vandine mame je bil že po naravi tišji, govorila je potiho. Ženska za pultom tega ni vedela. Osorno je rekla, če želite tukaj od mene kakšno pomoč, boste morali govoriti glasneje. Vando in njeno mamo je premerila od nog do glave, z očmi pa se ustavila na kitah in mokasinih Vandine mame. Kristina Kočan, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Pravkar smo poslušali Anno Lee Walters, avtorico iz vaše antologije indijanske književnosti oziroma književnosti severnoameriških staroselcev. O tem bova danes, kot povedano, govorili. Bi začela z bolj osebnim vprašanjem. In sicer, kako ste se sami srečali z njo in s čem oziroma zakaj vas je pritegnila? Ja, res je. V našem literarnem prostoru imamo na žalost zelo malo prevodov indijanske književnosti nasploh. Zdaj se spomnim recimo samo Tomija Orangea in njegovega romana Tam Tam, ali mogoče še Andrej Skubic je prevajal Shermana Alexija, ampak to so res posamezni primeri. Sama sem se pa srečala v bistvu z indijansko književnostjo v času študija, seveda še bolj natančno pa potem v času mojega podiplomskega študija, kjer sem lahko nekatere predmete opravljala tudi na Graški univerzi in tam smo zelo podrobno obravnavali neka ta dela. Pritegnila me je takoj pravzaprav že zaradi tem, ki jih obravnava, zaradi vseh možnih problematik, o katerih bova najbrž še tudi kasneje malo več spregovorili, pa tudi zaradi njihovih pristopov književnosti. Potem pa vedno razmišljam tudi o prevodu kot o nekem sredstvu za premagovanje teh kulturnih hierarhij, tudi mogoče kako lahko določeni avtorji prečkajo te neke meje perifernega, da se potem vendarle znajdejo v tem središču tega nekega globalnega literarnega sveta ali pa mogoče celo svetovne književnosti. To me vse zelo zanima. Že v bistvu na začetku te svoje prevajalske poti sem se začela ukvarjati z afriško-ameriško književnostjo in to so enostavno teme, ki me zelo nagovarjajo. V svoji antologiji ste se zamejili na književnost severnoameriških staroselcev, in sicer rojenih med letoma 1929 in 1986. Zakaj ste se omejili prav na književnost severnoameriških in ne na primer srednjeameriških ali južnoameriških staroselcev? Preprosto zato, ker vam je ta najbolj poznana ali iz kakšnih drugih razlogov? Ne vem, na primer zato, ker bi ta književnost izstopala. Ja, gotovo mi je ta književnost bolj poznana kot pa na primer književnost srednjeameriških ali južnoameriških staroselcev, kot ste rekli. Je pa vedno ta kriterij, torej tako kvaliteta nad kvantiteto še, ne? In to pomeni tudi se osredotočiti na en literarni prostor, mogoče v mojem primeru je pač to prostor sedanjih Združenih držav Amerike in potem na književnost severnoameriških Indijancev. Zdi se mi, da je bolj pomembno pač globlje ali pa bolje predstaviti en literarni prostor, kot pa razpršiti to pozornost na več. Seveda moje področje je ameriška književnost, tudi zaradi tega mojega nekega lastnega stika z tem prostorom. Tudi to je, da pišejo ti avtorji seveda pretežno, torej v angleščini, kar je jezik, iz katerega jaz tudi pretežno prevajam. Je pa res, da je pol tu na mestu tudi ta njihova edinstvena izkušnja, če pogledamo seveda od zgodovine naprej, da ne bom zdaj predolga. Ki jo bova verjetno tudi še kaj omenili. Uvodne besede je
prispevala indijanska pesnica in pisateljica doktorica Kimberly Blazer, ki v antologiji tudi nastopa svojo zgodbo, in sicer gre za zgodbo kot v neki stari zgodbi. Kot pravi tudi sama, ni naključje, da se z vrhovi indijanske književnosti srečujemo prav prek zgodb, kajti te imajo izjemno pomembno mesto v njihovem izročilu in tudi pri izoblikovanju njihovih identitet že ves čas. Tako je. Zgodba, bi lahko rekli, stoji v središču njihove identitete, ampak spet mogoče še natančneje ne samo zgodba, ampak podajanje zgodbe, torej ali pa mogoče pripovedništvo, lahko celo temu rečemo, torej ta storytelling. To je tisto, kar je pri njih zelo pomembno in kar jih oblikuje, to je tisto, kar se predaja iz roda v rod, njihovo ustno izročilo, njihove korenine pravzaprav. In jaz sem prepričana, da je pri takih kulturah, kot je njihova, to še mogoče toliko bolj pomembno, zato ker so bili tako na silo izkoreninjeni, pravzaprav iztrgani iz svoje zemlje in najbrž res zato to igra še večjo vlogo. Če sem prav razumela, Kimberly Blazer je književnost severnoameriških staroselcev mlada. Njeni začetki, da se povezujejo s tako imenovano indijansko renesanso. Lahko poveste kaj več o tem? Res je, torej moram začeti vseeno na začetku, vsaj da razjasniva te stvari. Osnova njihove književnosti oziroma na čemer temelji je torej to ustno izročilo. Ustno izročilo ne vključuje le zgodb, tudi to je mogoče pomembno poudariti, ampak seveda tudi pesmi, molitve, torej tudi neko petje je prisotno. In šele kasneje in tudi danes se to ves čas potem izživi tudi v pisani besedi. Prvo napisano delo nekega indijanskega avtorja sega v 18. stoletje, ko so jih ti misionarji prišli tja tudi opismenjevati in jim vsiljevati v bistvu svojo kulturo in tako naprej. Ampak vse to, kar se potem dogaja v 18. ali pa 19. stoletju, so seveda zametki. To je vse šlo zelo počasi. Potem recimo šele 1921 nastane recimo ena taka prva zbirka zgodb American Indian Stories, ki so mešanica kratke proze, mogoče nekih avtobiografskih elementov, stvarne literature. Veliko imamo tudi tega, ko so recimo drugi popisovali to, bodisi neki antropologi, zgodovinarji, včasih tudi pesniki. Potem pa torej nastopi leto 1969 in se zgodita v bistvu dve ključni stvari. Ena stvar je bila ta, da se je med letoma 69 in 71 odvilo prvo večje aktivistično dogajanje Indijancev, ko je skupina indijanskih študentov zavzela Alcatraz in so v bistvu tam zelo opozarjali na probleme ameriških domorodcev, zahtevali, da se konča politika izgona iz rezervatov in v bistvu ti protesti veljajo za nek precedens sodobnega indijanskega aktivizma. Druga stvar, ki gre pa nekako tudi z roko v roki s tole in pa seveda tudi s časom, ko se je vse to dogajalo, vemo, da so bila 60. leta prejšnjega stoletja, v bistvu to so bili zelo turbulentni časi v ameriškem prostoru. In druga stvar je bila ta, da je to obdobje omogočilo neko to diskusijo o mestu indijanske književnosti znotraj nekih globalnih literarnih študij. In gre potem za to novo rojstvo literarnega ustvarjanja, kar ameriški kritik Kenneth Lincoln potem imenuje indijanska renesansa, torej to prvo gibanje, vzpon njihove književnosti, kar pa se zgodi še celo s pomočjo Momadejevega, tega vplivnega romana House Made of Dawn oziroma Hiša iz zore, ki prejme tudi kot prvo delo indijanskega avtorja Pulitzerjevo nagrado in je v bistvu kot neka iniciacija v prostor sodobne ameriške književnosti. Zdaj je bilo to malo bolj nadolgo, ampak je vendarle pomembno tole razdelati. Ne, zagotovo. In v kakšno razmerje, če se malo zdaj navežem na izročilo, ki ste ga prej omenili, tudi se pravi pesmi in molitve, zdaj tisti, ki smo knjigo že prebrali, nekakšno predstavo o tem, kar vas bom vprašala, že imamo, pa vendar v kakšno razmerje stopajo danes leposlovne zgodbe s tem izročilom?
To je res takoj razvidno iz antologije, da je to tradicionalno pripovedništvo staroselcev in to prenašanje te tradicije iz ene generacije v drugo res ključni element tudi v sodobni zgodbi in v sodobnem leposlovju. To je res neizbežno. Zelo uspešno tudi prepletajo to staro z novim, sodobnim in kar še dodatno dokazujejo je to, da literarno ustno izročilo torej severnoameriških Indijancev, absolutno ne sodi le v neko preteklo izkušnjo, kot bi morda lahko imel kdo vtis, ampak je še vedno zelo živo in zelo prisotno. Ti avtorji pa seveda to vpletajo na najrazličnejše možne načine. Zdaj mi pride na pamet, na primer, Sherman Alexie, svojo zgodbo Bojni plesi. On skozi ta humor, skozi to pravzaprav satiro preizprašuje vse mogoče, torej svetost nekih samooklicanih šamanov v sedanjem svetu, preizprašuje indijansko nostalgijo, tudi na vse zadnje moč zdravilne pesmi. Vse to preplete torej sodobno problematiko in je zelo učinkovito. Se strinjam. Kot sva že večkrat omenili, časovno ste svoj izbor zamejili na avtorje rojene med letoma 1929 in 1986. Zdaj čisto tako na oko bi rekla, da gre za 3 generacije. In me zanima, bi lahko kaj več povedali konkretno o vašem izboru? Konkretno pa imam zdaj v mislih to, da v njem prevladujejo avtorice. Je to splošna značilnost leposlovja severnoameriških staroselcev ali je to le značilnost vašega izbora? Ja, to je res odlično vprašanje. To je tudi nekaj, kar me je dolgo časa begalo, če bo le v redu, ne? Ker zdaj stremimo vedno bolj k tem nekim uravnoteženim izborom in tako naprej, ampak v glavnem gre res za 3-4 generacije, kot ste kar pravilno ocenili, avtorjev in avtoric. Res sem dolgo časa raziskovala in premišljevala o izboru, torej vedela sem takoj, da želim se osredotočiti na sodobno kratko prozo, da bo šlo za nek res ta cvetober sodobne indijanske književnosti, ki mogoče velja tudi zdaj na tem mestu poudariti, da so seveda zdaj tudi del ameriškega literarnega kanona, to je neizogibno dandanes. Najbolj pomembno se mi je zdelo, ali pa najbolj ključno, da ustvarim eno močno rdečo nit, ki bo povezala vse zgodbe v antologiji, ampak ki bodo hkrati tudi dovolj raznolike, da bom uspela prikazati, kaj vse zmore staroselska zgodba. In če je to na koncu pomenilo, da izbor ni ravnotežen, ravno pol, torej pol moških avtorjev in pol ženskih avtorjev, je pač temu tako. Jaz mislim, da smo dovolj dolgo tudi brali antologije, v katerih so prevladovali moški predstavniki in sem potem sklenila, da lahko gre tudi enkrat drugače. Odlično. Tudi poslušali smo in bomo glas ustvarjalke. Govorim pa seveda o uvodnem odlomku Anne Lee Walters in odlomku, s katerim bomo zaključili oddajo, bi povedali nekaj besed o tem, zakaj ste izbrali prav oba omenjena odlomka. Ja, saj dolgo sem tudi premišljevala o tem, kaj bi izbrala in sem najprej imela čist nekaj drugega, pa sem si potem spet premislila. Tale uvodna zgodba, torej avtorice Anne Lee Walters z naslovom Prikazni, se mi zdi, da na tak zelo učinkovit način pretrese številne problematike, ki zadevajo staroselce, lahko bi pa tudi koga drugega. Ampak res smo soočeni kot bralci torej s totalno krivično rasno diskriminacijo strani ameriških nestaroselcev do kršenja vseh možnih pravic, celo do zlorabe, ki se zgodi v zgodbi. In avtorica nam dejansko pokaže, kako lahko nek čisto nedolžen izlet v mesto, kako se lahko ta konča z nepotrebnim trpljenjem, pravzaprav travmo te majhne deklice in njene nevedne, mogoče celo naivne matere, naivne pa ne v slabem smislu, ne, ampak enostavno bolj nedolžne. Tako da se mi je zdelo v redu, ker ta zgodba je tudi mene blazno pretresla. Jaz, ko sem jo prvič brala, prav
prav upala sem, da se ne bo zgodilo to, kar se zgodi, res prav kot bralec trepetaš ob tej zgodbi. Na koncu najinega današnjega pogovora bomo pa prisluhnili zgodbi Rumena ženska, avtorice Leslie Marmon Silkov, kjer pa avtorica torej prevzame ta tradicionalni mit o rumeni ženski ali kočininako, kot ji pravijo, ki zapusti svoje pleme in družino. In torej v tej prvotni mitološki zgodbi torej ta rumena ženska več let preživi s tem silnim moškim duhom pravzaprav. In tukaj se mi je pa zdelo pomembno to, da zgodba ponudi bralcem neko zelo prepričljivo zamegljevanje, mogoče meje med mitom, med svetim in med zelo vsakdanjo sodobno izkušnjo. In ker je tudi neko tako nadaljevanje te umetnosti ustnega izročila, ker se protagonistka nasloni na to torej tradicionalno pripoved svojega deda in jih zdaj uporabi na svojem primeru. Mogoče so res vse te zgodbe na prvi pogled lahko videti enostavne, ampak so res blazno kompleksne. No. Tega se bova zelo v kratkem dotaknili. Kristina Kočan, glede na to, da govoriva o antologiji kratkih zgodb, odličnih kratkih zgodb, pa bi vas predtem še vprašala tole, kako močno je ta literarna vrsta danes navzoča v leposlovju severnoameriških staroselcev. Je recimo v razmerju do drugih oblik, ponavadi daljše proze, ali do poezije prevladujoča ali ne? Ne, danes ne bi več mogli trditi, da je zgodba ali pa kratka proza prevladujoča. Imamo res ogromno avtorjev in avtoric, ki se poslužujejo žanra, romana, poezije in ne le kratke zgodbe. To sem tudi potem pri tem izboru pravzaprav ugotovila, ko sem mogoče pričakovala, da bo še kdo pisal kratko prozo, pa je na primer ne. Tako da je to res različno. Je pa mogoče pomembno, na tej točki bi mogoče še rada to povedala, da ta izraz kratka zgodba v odnosu do izraza kratka proza, oni sami, torej tudi ti avtorji, ki so mogoče tudi neki akademiki in to premišljajo na drugačen način, pravijo, da kratka zgodba vseeno namiguje bolj na neko evropsko-ameriško literarno tradicijo, mogoče tudi na neko bolj strukturirano leposlovje, ki ima začetek, vrh, konec, pač to, kar poznamo mi, ne? Tudi nek konflikt, razrešitev konflikta, karkoli. Medtem ko pravijo, je kratka proza morda še vedno nek akademski izraz, ampak je bolj vključujoč, ko pride do vključevanja zgodb iz ustnega izročila ali pa tega, na čemer temeljijo oni, torej, da lahko vpletajo cikle zgodb, mreže zgodb, anekdote. To je v bistvu tudi hitro razvidno v tej antologiji. No. Spet sva pri obliki, ki naj jo še čaka. Poglejva, morda pred tem, no, da bo nekako imel pogovor rep in glavo, tematsko stran te kratke proze. Nespregledljivo je, da je to leposlovje, tako kot recimo zelo ustrezno to poimenuje Andrej E. Skubic v svojem zapisu na zadnji platnici knjige, namreč, da je to leposlovje določeno z večstoletnim potlačenim družbenim konfliktom. In severnoameriški staroselci so bili dolga leta ujeti v take ali drugačne stereotipe. Upala bi si trditi, da so pri marsikom ujeti še danes. In še ena izmed teh tematskih oziroma motivno-tematskih značilnosti teh zgodb je seveda prevpraševanje lastne identitete, ki iz vsega, kar sem omenila, tudi nekako naravno sledi. Kako sami gledate na to, kar sem ravnokar povedala, in kako ste to poskušali prikazati z izborom zgodb? Ja, res je to, kar ste rekli, v bistvu povsem drži, tudi pri nas, naprimer naši, mislim, ali pa ne vem, slovensko bralstvo ali pa slovenski človek, lahko rečem, ima še vedno, se mi zdi,
pretežno, ne bom rekla vedno, ampak neko zgrešeno predstavo o tem, kdo je Indijanec, kaj pomeni biti ameriški staroselec in tako naprej. Ampak je to vprašanje, kdo in kako je nekdo Indijanec, res večno vprašanje, še vedno tudi v Severni Ameriki. Pravzaprav je to neko, emblematično znamenje nekega večjega boja za ohranjanje ali pa celo nadzor nad razlikami v moderni družbi. Tudi vprašanje, kdo je danes še sploh upravičen se izraziti, ampak dobro, je to mogoče spet širše ali pa novo poglavje. Zame je bilo pri izboru zelo pomembno prikazati, na kakšne vse možne načine se indijanski avtorji in avtorice ukvarjajo s vprašanjem identitete, ker je to res v srži številnih zgodb. Naprimer, od Thomasa Kinga naprej, ki skozi humor na glavo spretno postavlja te mite in napačne predstave belopoltih o Indijancih, torej uporabi ta stereotip v slogu nekega stoičnega in enigmatičnega, hollywoodskega, plemenitega Indijanca, torej se vemo, ta noble savage, ta plemeniti divjak, ali kako bi mi temu rekli, s perjem in kitami, ki pa seveda ne obstaja, ne. To je v bistvu samo podoba oziroma neka identiteta, ki jo je ustvarila popkultura in se on lepo s tem poigra do, naprimer, Lian Hao in njene sijajne zgodbe Mokasini nimajo visokih pet, kjer ona v bistvu ponazori, s kakimi klišeji o tej indijanski identiteti jih obkladajo belopolti. Tako da res je to eno tako zelo bogato branje, ko pride do te teme. Kaj pa bi še na tematski ravni izpostavili pri svojem izboru? Torej, poleg te neke idejne rdeče niti, ki sva jo zdaj nekako orisali, gre še potem za neskončno premišljevanje in preizpraševanje ali pa celo izpostavljanje problematik, ki jih zadevajo skozi neko čisto bodisi osebno, bodisi kulturno ali zgodovinsko izkušnjo. Jaz sem želela biti tudi pri teh izkušnjah zelo čim bolj raznolika in sem zato vključila naprimer od problematike teh krščanskih internatskih šol, ki so jih bili indijanski otroci prisiljeni obiskovati, v bistvu, kjer so jim vzeli jezik, vrednote, jim vsilili svojega boga in tako naprej, kjer so se dogajale pravzaprav res nepredstavljive groze in o čemer nič ne vemo, ne, oziroma ali pa zelo malo vemo mi o tem, ne. Do problema seveda alkoholizma pri Indijancih, izginotij in zlorab staroselk. Vse to je res vredno izpostaviti in se pogosto vidi v njihovem pisanju. Ampak mogoče pa tudi to, ne, kako so vpeti oni sami kot avtorji, pa tudi njihovi liki v to neko dvojnost bivanja. Mogoče je tudi to, kar je zelo pomembno, da so razpeti med tema dvema svetovoma. Torej nekaj med to njihovo tradicijo, med tem njihovim okoljem, od koder prihajajo in povsem tudi mogoče to neko kruto realnostjo sodobnega časa. Kristina Kočan, nekako sva končno prišli do tega, kar že ves čas napovedujeva, torej oblikovni vidik zgodb, vse prej kot enostavne, so zelo kompleksne, v njih se prepletajo različne ontološke ali časovne ravnine, jezik ni enoplasten in enovit in tako naprej, boste vi več povedali. Res je. Pri teh avtorjih je pač res vidna ta naravnanost na moč zgodbe in kar je tako edinstveno, je vse to, kar ste nakazali in več. Torej, da grem kar k bistvu. Mnogi indijanski avtorji in avtorice ignorirajo ta neka standardna pravila in oblike, ker enostavno niso v skladu z indijanskim pripovedništvom najbrž. Prizadevajo si celo vpeljevati, ne vem, lahko bi rekli različne kode. Skušajo tudi v bistvu bralcem podajati neke nove načine branja ali pa interakcije s tem glasom, s katerim smo soočeni na strani.
Če pogledamo samo na primer zgodbo Kimberly Blazer, ki so jo že omenili, torej, ki je tudi napisala spremno besedo ali pa predgovor za to knjigo, gre za neke preskoke, ki jih skoraj da nismo vajeni. Gre za mrežo zgodb, ki se pletejo druga iz druge ali pa celo druga v drugo. Pogosto gre bolj za cikličnost kot linearnost ali pa nalaganje teh nekih perspektiv in tudi zamegljevanje teh nekih zahodnjaških častovnih, mogoče, ne vem, če lahko rečem, kar distinkcij. Torej, pogosto vidimo, da preteklost in sedanjost nekako sobivata. Ravno zato sem tudi vključila na začetku antologije ta citat, ki zaobjame točno to prepletanje preteklosti s sedanjostjo. Torej, pesnica Elize Pašen, ki je tudi staroselskega porekla, pravi: pesem razi mrtve, prebuja preživele. In seveda besedo pesem lahko nadomestimo tudi z besedo zgodba, ki ima torej to moč, da to preplete. Še za trenutek se bom vrnila k vprašanju identitete, o katerem sva prej govorili. Zdi se mi namreč, da je morda prav to vprašanje, tako bom rekla, nekaj, kar v tej knjigi verjetno še najbolj izrazito zareže v sodobnega bralca, ki je kulturno vendarle oddaljen. Zdaj govorim seveda o nas, o Evropejcih, kajti identiteta je vendarle nekaj, kar preoprašujemo danes verjetno vsi in verjetno tudi bolj izrazito, kot smo to še nekaj desetletij nazaj, ko se zdi, da so bile družbene norme in vrednote nekaj bistveno bolj neoprašljivega, kot so to danes. Ja, bi se strinjala. To je mogoče tudi nekaj, kar je Darja Pavlič izpostavila na tej zadnji platnici v svojem kratkem zapisu, da je to nekaj, kar se dotika nas vseh, ker je res ta pač individuum oziroma tudi naša vloga v tem svetu zelo bistvena nekako, ne. Tako da se mi zdi, da se bo mogoče lahko nekdo, če bo to tematiko res začutil, da se bo lahko tudi na nek način poistovetil, čeprav tu bi bila vseeno pač previdna, ker ta njihova izkušnja je pač res edinstvena, ravno zaradi vseh teh negativnih posledic, ki jih je pač imel prihod belopoltega človeka tja, ampak vseeno ta neka iskanje lastne identitete pa nam bo mogoče res blizu. Kristina Kočan, počasi se približujeva zaključni zgodbi in s tem zaključku današnje oddaje, nič pa še nisva povedali o vaši prevajalski izkušnji. Omenila sem, da tudi jezik ni enostaven in obliko ste že sami nekako tudi zgodb opisali in govori o tem, da je verjetno tudi z vidika prenašanja teh zgodb to vse prej kot enostaven postopek. Ja, res je, ampak najprej moram vseeno reči, da je bila ta izkušnja res fantastična, da je pač res užitek delati s takimi zgodbami in tudi s takimi avtorji. Cel prevajalski projekt, ker lahko rečem, da je to bil res cel projekt, je bil pa res velik zalogaj, torej od teh prvih faz preučevanja, prebiranja, branja, ustvarjanja tega izbora, potem pa vse do tudi spoznavanja teh vseh zgodovinskih, političnih kontekstov, kulturno specifičnih prvin, njihove mitologije. Vse to je bilo zelo pomembno pri tem, da sem se potem lahko sploh predala samemu prevajanju. Tudi to, da se res pojavljajo v zgodbi, torej poleg prevladujočega angleškega jezika, tudi besede ali pa besedne zveze, včasih pa celo cele povedi v indijanskih jezikih, je bilo zaradi tega potrebno včasih stopiti kar v stik z določenim avtorjem in avtorico, da sem lahko potem to prevedla oziroma prevedla za slovenskega bralca. Tudi potem še ta tehnični aspekt urejanja avtorskih pravic, ker sem tudi to še prevzela sama. V glavnem toliko vsega je bilo, ampak upam, da ne bom zvenela preveč patetično, če kar rečem, da sem res zaradi te izkušnje bogatejša. Mogoče, kar še lahko rečem, je tudi to, da je bil eden večjih izzivov slovenjenje
imen plemen oziroma ljudstev in pripadnikov oziroma pripadnic teh ljudstev. Na teh točkah sva se z lektorjem Alešem Učakarjem, ki ga moram zdaj pravzaprav res neizmerno pohvaliti ali pa kar ne morem ga prehvaliti, obrnila tudi po pomoč na ZRC SAZU, kjer nama je potem gospa Helena Dobrovoljc, ki je vodja pravopisne sekcije, priskočila na pomoč, da smo dobili zdaj več novih imen v slovenščini, ker je bilo to do zdaj in še deloma tudi ostaja kar luknjasto, ampak z Alešem sva se res potrudila, da je zdaj vse v tej antologiji res vse zelo konsistentno. Tako da prevajalska izkušnja je res strašna. Ja, Kristina Kočan, jaz se vam zahvaljujem za tale izredno zanimiv pogovor, predvsem pa vam tudi čestitam za ta izjemen projekt. Najlepša hvala in najlepša hvala, da ste mi omogočili, da govorim o tem. Moje stegno se je vlažno oklenilo njegovega in skozi tamariše in vrbe sem opazovala, kako vzhaja sonce. Majhne rjave vodne ptice so prišle k reki, skakljale so po blatu in na belkasti skorji puščale rjave odtise. Neslišno so se kopale v reki. V ozkem in hitrem kanalu sem slišala vodo, ki je segala skoraj do najinih stopal ter žuborela in oblivala zeleni mah in prapratove liste. Pogledala sem ga, ležal je ob meni zavit v rdečo odejo na belem rečnem pesku. Odstranila sem pesek izmed prstov na nogah ter priprla oči, saj je bilo sonce zdaj že visoko nad vrbami. Še zadnjič sem ga pogledala, kako spi na belem rečnem pesku. Postala sem lačna, zato sem sledila reki proti jugu po poti, po kateri sva prejšnji popoldan prišla. Sledila sem najinim stopinjam, ki so jih že zabrisale sledi kuščarjev in hroščev. Konja sta še ležala, črni je zarazgetal, ko me je zagledal, vendar ni vstal. Morda zato, ker je bila ograda iz debelih cedrovih vej in konja še nista začutila vročine, tako kot jaz. Skušala sem videti pueblo prek bledo rdečkastih visokih planot. Vedela sem, da je tam, čeprav ga nisem mogla videti na peščenem hribu nad reko, isto reko, ki je tekla mimo mene in v kateri je ponoči odsevala luna. Pod sabo sem začutila toploto konja. Stresel je z glavo in grebel po pesku. Rjavi konj je zarazgetal in se naslonil na vrata, da bi nama sledil. Spomnila sem se nanj, ki je še vedno spal ob reki, zavit v rdečo odejo. Zdrsnila sem s konja in ga privezala bliže k drugemu. Šla sem proti severu ob reki, beli pesek se je udajal pod mojimi stopinjami. Zbudi se. Premaknil se je pod odejo in se še z zaprtimi očmi obrnil k meni. Pokleknila sem in se ga dotaknila. Odhajam. Nasmehnil se je, oči je imel še vedno zaprte. Saj greš z mano, se spomniš? Sedel je pokonci in nastavil soncu svoje gole prsi in trebuh. Kam? K meni domov? Se bom vrnila? Oblekel je hlače. Stopila sem stran od njega, ga čutila za sabo in vonjala vrbe. Rumena ženska, je rekel. Obrnila sem se k njemu. Kdo si? Sem vprašala. Zasmejal se je, pokleknil na nizek peščeni rečni breg in si v vodi umil obraz. Ponoči si uganila moje ime in vedela si, zakaj sem prišel. Strmela sem mimo njega v plitvo vodo in se skušala spomniti noči, toda vse, česar sem se lahko spomnila, je bila luna v vodi in njegova toplota ovita okoli mene. Ampak rekla sem le, da si ti tisti in da sem jaz rumena ženska. Toda jaz nisem zares ona,
Imam svoje ime in prihajam iz Puebla na drugi strani visoke planote. Tebi je ime Silva in si pač tujec, ki sem ga srečala ob reki včeraj popoldne. Nežno se je nasmehnil. Kar se je zgodilo včeraj, nima nobene zveze s tem, kar boš počela danes, rumena ženska. Vem, to je to, kar pravim. Stare zgodbe o duhu Kacina in rumeni ženski niso za naju. Moj stari ded je te zgodbe najraje pripovedoval. Ena je o jazbecu in kojotu, ki sta šla na lov in ju ves dan ni bilo nazaj, in ko je sonce zahajalo, sta naletela na hišo. V hiši je živela deklica s svetlimi lasmi in očmi, sama, ter jima povedala, da lahko prespita pri njej. Kojot je želel biti z njo sam vso noč, zato je jazbeca poslal v luknjo prerijskega psa pod pretvezo, da je v njej nekaj videl. Takoj, ko je jazbec zlezel v luknjo, je kojot zaprl vhod s skalami ter pohitel nazaj k rumeni ženski. Pridi sem, je dejal nežno. Dotaknil se je mojega vratu in približala sem se, da bi začutila njegovo dihanje in zaslišala utrip njegovega srca. Spraševala sem se, ali je rumena ženska vedela, kdo je, ali je vedela, da bo postala del teh zgodb. Morda je imela drugo ime, po katerem so jo klicali mož in sorodniki. Morda so jo kot rumeno žensko poznali le duh Kacina s severa in pripovedovalci zgodb. Nisem nadaljevala. Čutila sem ga povsod, ko me je potiskal k belemu rečnemu pesku. Rumena ženska je odšla z duhom s severa ter živela z njim in njegovimi sorodniki. Dolgo je ni bilo domov, nato se je nekega dne vrnila z dvojčkoma. Poznaš zgodbo? Spoštovani poslušalci, prišli smo do konca današnje oddaje, namenjene književnosti severnoameriških staroselcev. Gostja oddaje je bila doktorica Kristina Kočan, avtorica antologije sodobne kratke pripovedi severnoameriških Indijancev Potoku navzgor. Knjiga je izšla pri založbi Litera. Izbrana odlomka ste slišali v prevodu Kristine Kočan. Prebrala jo je Eva Longika Marušič. Oddajo sem pripravila Tina Kozin, za njen tehnični del pa sta skrbela Jernej Boc in Vito Plavčak.